Dobar dan vsem. Govorimo o enakomerno pospešenem gibanju. Torej, tisto gibanje, pri katerem se hitrost enakomerno povečuje. Torej, pospešek je konstanten. Pospešek bomo označevali s črko A. Mislite na acceleration v angleščini. In torej, pospešek, skušajmo razumeti, kaj je. Pospešek nam ne pove samo spremembo hitrosti. Zakaj? Ker navaden avto gre od 0 do 100 km/h, ampak tudi dirkalni avto gre od 0 do 100 km/h. Oba razlika je v tem, da dirkalni avto naredi to spremembo hitrosti v dosti krajšem času. Torej ima dosti večji pospešek. Pospešek nam pove, koliko hitro se spremeni hitrost. Torej, če se hitrost spremeni, imamo neko začetno hitrost, ki bomo označevali z v0, v velocity, torej začetna hitrost, in bomo označevali z v končno hitrost, sta precej standardni oznaki. In sedaj, za koliko se je spremenila hitrost? Sprememba je v minus v0. Torej, naprimer tukaj je bilo 5, tukaj 15, koliko razlika? 10, ne? 15 minus 5. Torej, končna minus začetna. To je, za koliko se spremenila hitrost. Ampak to moramo pogledati, v kolikem času se je spremenilo. Deljeno čas, ki je bil potreben za to spremembo. Katera je merska enota pospeška? Torej, v minus v0 je zmerjena hitrost, ki jo merimo v metrih na sekundo. To delimo z sekundami, čas se meri v sekundah. Ta sekunda, lahko pišemo kot sekunda ulemljeno 1, tukaj imamo meter na sekundo in tukaj na mesto ulemljeno, deljeno, napišemo krat, ta drugi ulomek obrnjen, ena ulemljeno s in tukaj zgoraj imamo m in od spodaj sekunda na drugo, meter na sekundo na drugo. To bi bila merska enota pospeška. Samo rečeno tako, intuitivno, meter na sekundo na drugo nam ne pove dosti. Si ga lahko zmeraj mislite kot meter na sekundo. Torej, naprimer, če imamo pospešek 5 metrov na sekundo na drugo, to pomeni, da vsako sekundo se hitrost poveča za 5 metrov na sekundo. To je v bistvu pomen pospeška. Sedaj, to formulo večkrat rabimo obrnjeno v eni drugi obliki, tako da izrazimo v. Kako bomo to napravili? Tukaj imamo v minus v0, ki vse skupaj je deljeno s t. Prvo si moramo odpraviti ta t. Enačbo pomnožimo s t. Torej, tukaj na levi imamo a krat t in tukaj imamo to razliko, vse ulemljeno t krat t, torej imamo v minus v0. Ker smo iskali v, ta člen minus v0 damo na drugo stran in menja predznak, bo postal plus v0. Torej, v0, potem tukaj plus a t, je enako v, torej, če leva stran je enaka desni, desna stran je enaka levi, torej, v je v0 plus a t. In torej, ta formula je precej rabljena, smo jo dobili, napišem spet sem. Sedaj, torej, to je bila definicija pospeška, intuitivno, tukaj z zelo enostavnimi prehodi lahko dobimo to in to bi bilo. Sedaj bom dal eno drugo formulo, ki nam pove, koliko poti opravimo pri enakomerno pospešenem gibanju. Torej, jaz sem zmeraj trdil, da ni treba znati skoraj nobene formule na pamet. Naprimer, to sem komaj rekel, kako zlahka razumemo. Tukaj zdaj bom dal eno formulo, ki je težko jo razumeti intuitivno. Mogoče bom napravil en video o tem, zato da imamo kakšno idejo. Vsekakor ni tako lahko jo razumeti intuitivno. Je ena od redkih stvari, ki naj bi se naučili na pamet zame. Torej, s je v0 krat t plus ena polovica a t na drugo. To je pod pri enakomerno pospešenem gibanju.
Biblia na tretja formula, ki v resnici ni prav nova, pride iz kombinacije teh dveh. Če iz te formule izrazimo t in ga postavimo sem in sem, dobimo tretjo formulo, torej s tema dvema, samo sedaj ne naredim teh prehodov. In dobimo to formulo. V na drugo je v nič na drugo plus 2a s. Sedaj, še to moram povedati, sem govoril o povečanju hitrosti. Če se hitrost zmanjšuje, ne govorimo o pospešku, ampak o pojemku. Vsekakor je pojemek je v bistvu negativen pospešek, ker če mi gremo iz večje hitrosti na nižjo, tisti v minus v nič je negativen in v pospešku imamo tisti negativen števec in dobimo negativen pospešek. Moramo biti pozorni še na eno zadnjo stvar. Te formule postanejo bolj enostavne v primeru, da je začetna hitrost enaka nič. Je boljše to imeti, upoštevati to. Torej, v nič enako nič, začetna hitrost enaka nič pomeni, da telo štarta iz mirnega, je v mirujočem stanju in začne pospeševati. Torej, v tej prvi formuli v nič tukaj ni več. To je če v nič enak nič. Torej, v je at. Tukaj v nič, če je nič, ni važno koliko je t, nič krat t bo zmeri nič. Ta člen ni več. Ni več tistega člena. S je ena polovica a t na drugo. In tukaj v nič enako nič, ta člen izgine. V na drugo je 2a s. In torej smo dobili posebno, ta je pomembna, ker iz te lahko zlahka dobimo čas, t, ki pride iz time v angleščini. Torej, tukaj zlahka dobimo t, ker če bi iskali t iz te formule, bi morali rešiti eno enačbo druge stopnje, bi bilo bolj zapleteno. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.